Koncem minulega tedna je avtorica pesniške zbirke z naslovom Iskrenje srca, Janja Magdič, v lendavski sinagogi predstavlja dolgo pričakovano svojo prvo pesniško zbirko. Avtorica je v nagovoru tudi pojasnila dolgoletno željo po pesniški zbirki in okoliščine, ki so privedle, da nastale pesmi tudi pred desetletji šele sedaj predstavlja javnosti. Najprej vsem skupaj lep dober večer, kar veliko se vas je zbralo, od domačih, prijateljev, županov. Vesela sem, da ste danes tukaj z mano na prvi predstavitvi mojega prvenca Iskrenje srca. Olga, zakaj sem čakala tako dolgo? Verjetno vse v pravem času, oziroma je že moralo tako dolgo zoreti kot to žito od klasje, kaj je na platnici. Pred 10 leti sem res imela to željo, da bi to izdala, ampak je splet življenjskih okoliščin v naši družini nanesel tako, da se ni mogli izkriti. Imeli smo kar nekaj smrtnih slučajev in ko je človek v žalosti, težko kaj piše. V zbirki so v večji meri zastopane lirske, osebno izpovedne, predvsem pa vedre pesmi, prežete z optimizmom. Nastanek le-teh je pojasnila Janja sama. Verjetno izkušnje, življenje, moji domači, moja dva vnuka, kaj še hočem reči, to mi je inspiracija, predvsem pa narava in vse tisto, kar me oddaja in pravi dobri prijatelji. Tega pa imam doma in tukaj v Lendavi na izobilje in hvala vam, da ste z mano. Z avtorico Janjo Magdič se je pogovarjala pesnica Olga Pavšič, predstavila njen prvenec in se ustavila ob nekaterih pesmih. So preproste, jezik je poljuden, se pravi, ni ne vem kako zapletenih metafor, tako da se berejo z lahkoto in so obče tudi razumljive. Je pa fajn, ne, da nam opiše okolje, iz katerega izhaja, to je Mura, mline na Muri, običaje, ki so nekoč bili, danes pa jih žal ni več. Tale kitica mi je všeč iz pesmi Jaz in ti. Slutim, da bova ostala enaka. Še vedno tista jaz, kot takrat. Še vedno tisti ti, kot takrat. Še vedno skupaj, jaz in ti. Se pravi, trdno veruješ, da bo prihodnost svetla in pozitivna. No, to je recimo zelo, zelo dober odnos do sveta. Pesniška zbirka Iskrenje srca je nekakšna biografija avtorice od rojstva do današnjega dne in tako tematsko razdeljena na 5 sklopov. V prvem, poimenovanem Moj dom, in v drugem, Mladostni spomini, so pesmi iz njenega otroštva in domačega kraja, Krapja v Prlekiji. Pesmi so interpretirali Mira Rebernik-Žižek, Simona Pirc-Katalinić in Andrej Tibalt. Tu sem doma, kjer poleti lipe cvetijo in čebelam medijo, tu sem doma. Kjer stoletni čebelnjak stoji, v njem se medica in med dobi, tu sem doma. Kjer rokavi Mure žubore, le redka krava se pase še, tu sem doma. Kjer se na vasi ob večerih zbirajo in kakšno veselo zapojejo, tu sem doma. Kjer se kmetje družijo, si ob delu pomagajo, tu sem doma. Kjer v gezovih jamah krape lovijo, iz peči pa ajdovi krapci dišijo, tu sem doma. Kjer 100-letna domačija še stoji, v njej pa več nihče ne živi, tu sem bila doma. Krapje, prijazna vasica je vedno bila. Tretji sklop nosi naslov Narava in iz tega dela zbirke je pesem Mlini na Muri. Mlini na Muri. Mlini na Muri so včasih bili, pšenico v mlini smo vozili, sedaj jih le nekaj še stoji. Mlinsko kolo se takrat je vrtelo, našo pšenico mlelo. Veliko mlinov nekoč je na Muri bilo, vsi pridno zrnje mleli so,
da na vozovih so ga vozili, domov pa moko smo dobili. V krušni peči je prasketalo, po hrustljavem kruhu zadišalo, za pečjo smo sedeli in čakali, da mati peč odpre, vzame iz nje hlebce vse, jih pokriža, nam kruh razdeli. Kruh nam v ustih se topi, srce se radostno smeji, v sobi omamno po kruhu zadeši. Če vedeli bi vi, kako srečni smo takrat bili. Sedaj pa mlin na Muri sameva, ker svojega več nima dela. Iz domače peči pa nič po kruhu ne diši. Saj kruh v trgovini se dobi. Predstavitev pesniške zbirke so z glasbenimi utrinki popestrili cimbalist Andi Sobočan, moški vokalni kvintet Aeternum ter plesalke in plesalci folklornega društva Prekmurje Lendava. Najobširnejši je 4. sklop zbirke Razmišljanja, ker avtorica razmišlja o bistvu življenja, o odnosih ljudi in soljudi, nasploh do sveta. Pomlad v duši. Kam odšli so zlati časi, ko se lepo živelo je na vasi. Ljudje z delom smo začeli dan, noč spokojno smo zavili van. Kako domače zvenelo je šumenje kose in delavcev veselo klepetanje. Roke so žuljave postale, ko snope skup so spravljale. Opoldne je bil čas za počitek, gospodinja prinesla je pogrinjek, gospodar pa nam natočil je dobre domače šmarnice. Kruh zapečen, rumeno zlat, okus njegov tako bogat. Zraven še slanino in klobase smo dobili, se z dobrotami mastili. Ko sonce ni več pripekalo, pa spet hiteli smo na delo, ga treba je bilo končati, snope na vozovih domov peljati. Utrujeni k počitku legli smo v obljubi, da naslednji dan se bomo spet pomagali. Sedaj žal umira mladcev vrisk in pastirjeve piščali pisk. To bili so lepi časi, ki prinesli so pomlad srcu in duši. Ljubezen je družila ljudi, sosedi so prijatelji bili. Zadnji, 5. sklop je posvečen najdražjim ljudem Janje Magdič pod naslovom Rada jih imam. Ob robu predstavitve in ob večeru poezije je avtorica povedala še tole. Pišem že od osnovnošolskih let, odkar pomnim. Prvo pesmico se mi zdi, da sem zapisala v 5., 6. razredu. Moja večna želja, življenjska želja mi je bila, da bi enkrat v življenju izdala svojo pesniško zbirko. Pred 10 leti sem imela to željo, pa je žal bilo zaradi slučaja življenjskih okoliščin nemogoče. Letos mi je to uspelo in sem vesela, da jo imam v rokah, da sem jo danes dobila pred pol ure pesniško zbirko, svojo prvo pesniško zbirko Iskrenje srca. Pesniška zbirka ima naslov Iskrenje srca. Zakaj? Zato, ker pišem iz duše in srca. Ima 5 sklopov, in sicer Moj dom, Mladostni spomini, Narava prijazna znanka, Razmišljanja in Rada jih imam. V pesmih izražam svoja čustva do ljudi, do narave. Opisujem vse, kar me obdaja in vse tisto, kar mi je v življenju lepo in kar me navdihuje. Iskreno želim, da bi pesniška zbirka našla dom tudi v vaših srcih in bi jo z veseljem prebirali.